Hvala lepa. Hvala lepa. Že dr. Pečarjeva in zdaj dr. Juhan sta izrekla toliko spodbudnih besed, zato bi bil jaz rad kratek, jedrnat, ampak čisto v tem arhivskem strokovnem smislu povedal, zakaj oziroma predstavil strokovno mnenje arhivistike, arhivov, arhivistov slovenskih, zakaj je treba glasovati proti noveli, kajti pot do resnice je s to novelo, pot do resnice na osnovi seveda arhivskih dokumentov je s to novelo prefinjeno bom rekel, skoraj v ozadju, tako da niti vseh stvari ne moramo na prvi pogled videti, dokler se ne bodo v praksi začele realizirati, torej pot do resnice je otežena. Ali pa bo otežena ne glede na to, da minister za kulturo ali pa ministrstvo za kulturo izjavlja, da je dostop širši kot v prejšnjem zakonu iz leta 2006, da je manj teh administrativnih ovir in tako dalje, ampak dejansko je pa stvar drugačna. Arhivska stroka, arhivi, Arhivsko društvo Slovenije, informatiki slovenski, združeni v društvu Media Doc, potem je bila sodelovala pooblaščenka za dostop do osebnih podatkov in še nekateri, torej smo skoraj od leta 2006 dalje naprej na raznih posvetovanjih pripravljali osnutek novele, ki je prišla potem do ministra. Minister je predložil vladi in vlada je sprejela novelo, torej predlog vseh teh zainteresiranih lani decembra. Tak predlog vlade je šel potem v državni zbor, tu pa je v drugem branju vladajoča koalicija imela, na žalost, skoraj na vsak predlog, na vsak člen predloga novele pripombe in amandmaje. Tako da je predlog novele, ki ga je predlagala stroka, ministrstvo in vlada doživel v drugem branju takšne spremembe, da so ga dobesedno skazili, jaz po domače temu rečem, skazili, v ozadju pa seveda torej neverjetno onemogočili dostopa. Pri arhivski noveli ne gre za varstvo osebnih podatkov, ne gre za varstvo tajnih podatkov. Vse to je urejeno v drugih zakonih. Varstvo osebnih podatkov določa ustava v 38. členu, zakon o varstvu osebnih podatkov in tako dalje. Vse to je treba seveda upoštevati, ampak arhivski zakon pa določa dostop. Eno je dostop tudi do osebnih podatkov. Eno je, kar arhivski zakon določa, dokdaj se morajo osebni podatki varovati kot tajni, kot nedostopni javnosti. Zakon še vedno, oziroma tudi novela, ima rok 75 let od nastanka oziroma 10 let od smrti posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Torej tudi ta novela mora upoštevati to omejitev varstva osebnih podatkov 75 let od nastanka oziroma 10 let od smrti in tu ni nobene debate. Seveda pa ni mogoče generalno oziroma hermetično zapreti teh občutljivih posebnih podatkov. Zato potem nekateri členi, 66. člen omogoča in pa potem še 68. člen omogočata izredni dostop, kot temu pravi novela. Izredni dostop je pa dvojen. Prvi izredni dostop do dokumentov z občutljivimi osebnimi podatki je glede na pravni interes, izkazan pravni interes pravne ali fizične osebe. Tu pravzaprav ni nobene razlike med prejšnjim zakonom in zdajšnjim, torej kdor izkaže pravni interes. Pravni interes je definiran v zakonu o splošnem upravnem postopku, ki pravi, torej pravni interes je vsak na zakon oprt osebni interes. Torej kdor izkaže en interes, ki je oprt na zakon, se mu mora omogočiti v celoti arhivsko gradivo, ki vsebuje tajne in občutljive osebne podatke. Mora dobiti vse. Ne pa, da grem jaz
po svoj osebni udbovski dosje v Arhiv Slovenije in tam zaprosim za dosje, potem mi ga pa anonimizirajo, torej izbrišejo vse podatke tretjih oseb, imena in priimke, ne vem kaj še vse, in jaz potem dobim za uveljavljanje anonimizirano kopijo za uveljavljanje svojih pravic, recimo na podlagi zakona o popravi povojnih krivic, na podlagi kakšnega drugega zakona za dedovanje in tako dalje. Torej, to ne gre. Torej, kdor izkaže pravni interes, mora dobiti v arhivih, govorim, torej v celoti arhivsko gradivo, vključno s tajnimi podatki, ki so tako označeni, in vključno z osebnimi podatki. Tu ni debate. V naši praksi po letu 1991 se je dogajalo, čeprav smo imeli tako določbo že leta 1997 v arhivskem zakonu, se je dogajalo, da je recimo Sova, dokler so bili dosjeji še pri Sovi, izdvajala celo dokumente, ne samo prekrivala določene osebne podatke, ampak izdvajala dokumente z osebnimi podatki nekomu, da potem na podlagi zakona o popravi povojnih krivic niso bili rehabilitirani tako, kot bi lahko bili. Primerov je veliko in sem v svoji praksi kot direktor potem doživel, ker ko je to gradivo potem prišlo v Arhiv Slovenije, so ta isti prišli ponovno po svoje dosjeje in so videli, da pred 5-6 leti so jim izdvojili določene dokumente. Torej, v arhivih se to ne sme dogajati. Torej, eno je ta pravni interes. Drugi interes je pa seveda raziskovalni, znanstveno-raziskovalni interes oziroma javni interes, ki prevlada tudi nad varstvom občutljivih osebnih podatkov. Torej, za ta zakon novela pravi zdaj, to je ta raziskovalni interes za raziskovalce, novinarje, znanstvenike. Torej, tudi kadar javni interes prevlada nad varstvom občutljivih osebnih podatkov, moramo raziskovalcu, novinarju nuditi, posamezniku, državljanu, nuditi to gradivo z osebnimi podatki. In to v celoti. Do zdaj noben zakon ni, arhivski zakon ni uvajal kakšne anonimizacije, prekrivanja. Ampak, kolikor je preko arhivske komisije sicer nekdo, uporabnik, dobil dovoljenje, je dobil celoti gradivo. Obvezal se je, s pisno izjavo se je obvezal, da bo varoval osebne podatke in to je bilo vse. Dosti hiter je prišel preko arhivske komisije do tega gradiva. Zdaj pa novela pa nenadoma v drugem branju dobi 4. člen, ki uvaja torej prekrivanje. S tem, da se uporablja izraz anonimizirana kopija. To ni anonimizacija. Anonimizacijo je danes perfektno na začetku dr. Valičeva prezentirala. Ona je dobila dokument v celoti z vsebino, s podatki in z imeni in priimki, ampak ko je brala dokument, je izpustila osebe in priimke, ki so v dokumentu. To je anonimizacija. Ne pa, kot zdaj ta 4. odstavek novele pravi, da se prekrijejo podatki, imena in priimki pa ostanejo. To ni anonimizacija, to gre za direktno prekrivanje podatkov. Tako da v ozadju tega je seveda pa dvoje. Uporabnik dobi anonimizirano oziroma prekrite podatke v takem dokumentu in kaj naj si pomaga raziskovalec, resen, neresen ali kakršenkoli že je, torej znanstvenik ali pa ljubitelj, raziskovalec dobi dokument, ki je neverodostojen, torej ki ni torej nima za kaj uporabljati, pravzaprav. S tem ne bomo prišli do resnice, če bo tok in tok podatkov, ali pa še oseb in priimkov prekritih. Tako da anonimizacija, torej uporabnik si s takimi dokumenti nima praktično kaj pomagati. Pa ni važno, kakšen raziskovalec je, registriran, neregistriran. Po drugi strani pa anonimizacija, pa tako prekrivanje. Prekrivanje podatkov v arhivih pomeni dodatno strokovno delo, ki ga dva arhivista, kot smo danes slišali, sploh ne bosta mogla opraviti, še zlasti, ker se to prekrivanje nanaša na vse arhivsko gradivo, vseh teh 80 km, ne samo na tiste 403, ta novela prefinjeno prekrivanje podatkov razpotegne na vse arhivsko gradivo v javnih arhivih, v vseh javnih arhivih. Ne več samo na to udbovsko gradivo, torej, ki ga to anonimizacijo je uvedel direktor Matič,
potem direktor Dežman je spet to ukinil pravilno, kajti zakon iz 2006 ne govori o nobeni anonimizaciji. Torej, anonimizacija po eni strani pomeni za uporabnike torej, ničvredne dokumente, kopije dokumentov, za arhive pa dodatno strokovno delo, ki ga ne bo, da bo potem gospod Omerza povedal, kako je to. Vsak uporabnik lahko na dan naroči 5 fasciklov, to je približno lahko 5000 strani, ki jih lahko v enem dnevu prelista, pregleda uporabnik, pa nič ne najde od koristnega, ampak arhivist mora pa teh 5 fasciklov, 5000 strani prebrati, ugotoviti, kateri so osebni podatki, jih prekriti podatke, imena pustiti in potem posredovati uporabniku, ki bo lahko v 2 urah, 3 urah pregledal teh 5 fasciklov, bojo pa neuporabni, pa deloma uporabni, ampak v glavnem neuporabni. In še cela vrsta drugih stvari je. Torej dodatno delo, torej neobvladljivo dodatno strokovno delo za arhive in ničvredni, neverodostojni dokumenti za uporabnike. In kako priti potem do znanstvene, do resnice, boste lahko sami presodili. Torej, to tehnično oviranje, poleg tega so še druge, v 66. členu potem še torej, arhivska komisija, ki sama na sebi v redu, nekdo mora dati formalno soglasje dostopa do tajnih podatkov ali pa dostopa do občutljivih osebnih podatkov, to je formalno potrebno, ker pač ustava ščiti občutljive osebne podatke, ampak torej arhivska komisija, ja, sama procedura, kako preko arhivske komisije pride do teh podatkov, je pa spet zakomplicirana s predstavitvenim elaboratom, ki pa jaz pravim temu, da mora uporabnik, gospod Omerza, bo mogel narediti doktorsko dizertacijo, da jo bo predložil arhivski komisiji, da bo prišel potem do enih dosjejev ali pa do enih občutljivih osebnih podatkov ali pa do osebnih podatkov. Tako je zahtevno, da je vsebina predstavitvenega elaborata, ki je potrebno predložiti arhivski komisiji za dostop, zakomplicirana in zahtevna. No in še teh stvari je. Rešitev je pa zelo enostavna in v arhivskih zakonih mora biti enostavno, torej načeloma se varujejo občutljivi osebni podatki, kar di ustava in specialni zakon o varstvu osebnih podatkov, izredni dostop je za pravne namene in raziskovalne namene preko arhivske komisije, zelo enostavno in hitro, torej vsak raziskovalec se pa zaveže, da pač varuje občutljive osebne podatke, da jih ne objavi prej, dokler ne preteče 10 let po smrti oziroma 75 let od nastanka. Tako je tudi v tujini. Zdaj, še nekaj, če lahko, glede primerjave z drugimi državami. Slovenija se glede varstva gradiva služb državne varnosti in pa dostopa ne more, in meni gre zelo na živce tele primerjave z ostalimi državami. Češka ima dostop, Poljska ima dostop. Jaz poznam zelo dobro osebno vse te ljudi, ki vodijo, ampak to arhivsko gradivo teh služb državne varnosti ni prišlo v državni arhiv v nobeni državi. To gradivo je povsod v raznih inštitutih, torej v podaljšanih državnih organih. Tam je ogromno gradiva še vedno nedostopnega, čisto v vseh državah, za katerega uporabniki niti ne vejo, da je, se tudi po svoje manipulira. Tam se gradivo res anonimizira, ker se gradivo anonimizira lahko v teh državnih organih, tako kot pri nas tudi, ampak torej, jaz se ne bi preveč primerjal. V Sloveniji smo ravno zato leta 1993, v razliko z Nemčijo, nemški direktor Bundesarhiva je bil tu v Sloveniji in je svetoval, naj ne prevzamemo tega gradiva službe državne varnosti v državni arhiv. Ker 96. leta smo to začeli prevzemati. Je svetoval ne. Boste imeli težave. In res smo jih potem imeli skozi večje politične težave, kot je nazadnje direktor potem politična figura v arhivu Slovenije. Svetoval je ne, torej, ampak mi smo vseeno pa začeli prevzemati to v arhiv, kajti dr. Pučnik in dr. Voduškova Jera sta svetovala, to gradivo bo uničeno, bodo v celoti uničili, če ne boste prevzeti v državni arhiv. Če bo ustanovljen kakšen para-udbovski arhiv.
In zato smo to začeli prevzemati in da je akcijo izpeljali do konca. Mečkaj me moti tudi podatek 403 metre, ta količina je res manjša, ampak to je pa arhivsko gradivo Službe državne varnosti na papirju. Poleg tega je pa še 2,4 milijona mikrofilmov, s tem, da moramo ali računati še na dobro ohranjen udbovski arhiv v Beogradu, ker vedeti moramo, do 65. leta so šli izvirniki Službe državne varnosti v Beograd, ker jih niso uničevali. Leta 67 so vrnili 23 tisoč dosjejev klera, duhovnikov slovenskih, vrnili. Tam so jih pa potem uničili praktično vse, razen 1900 dosjejev so ohranili. Od 22 tisočih vrnenih dosjejev iz Beograda leta 67, to je vse črno na belo, z zapisnikom, torej so jih ohranili samo 1900 in tako dalje. Torej, ampak v Beogradu gradivo je ohranjeno, kdaj bo prišlo zdaj hermetično zaprto, se ne zlorablja niti za politične namene, ampak pred vstopom Srbije, to je naša skupna dediščina, ki je v Beogradu. Po letu 65 so pa mikrofilmi, ker duplikat mikrofilma je šel vedno v Beograd, torej do leta 90, torej in moramo računati na to gradivo. Je pa potrebna nekoliko časovna distanca, da pridemo do tega gradiva po mojih izkušnjah. Tako da ni tako slaba slika glede ohranjenosti gradiva, ampak da bomo prišli samo, seveda je pa vprašanje, če bo to naša generacija raziskovalcev prišla, kajti, kot sem rekel, Beograd je to, da je zaprto za 70 let, 75 let in od nastanka in to je dolga doba, tako da bo še trajalo nekaj časa. Torej, gledajte, končam naj s tem. Arhivska stroka in arhivi smo, oziroma vsaj arhivsko društvo, društvo lahko govorim, smo proti takšni noveli, kot je zdaj bila sprejeta. Če bo slučajno referendum ne uspel, bo potem veljal star zakon, ki bo še vedno boljši kot pa ta novela, oziroma če ne bo uspel, bo pač novela, ki se pa ne bo izvajala 100%, se ne bo mogla. Je pa res, da bo gradivo postalo zaprto in bo pač treba še nadaljnji politični boj za dostop do tega gradiva. Kajti le tako lahko pridemo do objektivne resnice, kateri se približujemo samo na podlagi arhivskih dokumentov praktično, kajti je tako preživelih iz tistih obdobij skozi manj, spomini so nezanesljiv vir, to gradivo pa praktično odraža vse dogodke, pojave in vse, kar se je dogajalo po vojni, doma in v tujini. Hvala.